Moje ime je Mihael Žmahar in danes bi ti rad povedal, kaj je tisto, kar planet Zemlja oziroma ljudje na planetu Zemlja rabimo razumeti, ne vse, ampak del tega, da lahko gremo na naslednjo razvojno stopnjo razmišljanja, na naslednjo razvojno stopnjo delovanja. Veliko ljudi na tem planetu govori o zlati dobi, govori o prehodu na višjo frekvenco. Ja, to je nekaj, kar si načeloma vsi želimo, ne? To je nekaj, valjda, vsak si želi imeti lepo življenje, vsak si želi imeti življenje brez težkih preizkušenj, brez lekcij, brez negativne karme, vsak si želi živeti v zdravem okolju, lepem okolju, v civilizaciji, ki mu omogoča rast na tisoč in en način, ampak ne to neprijetno bolečo rast, ampak svetlobno, manifestacijsko, pozitivno rast, ne? Ampak planet Zemlja ni takšen planet trenutno, ne? Moramo biti mi da zelo realna, da če pogledamo planet Zemlja, večina ljudi na planetu Zemlja je zelo mladih duš, izkušajo zelo osnovne izkušnje, ne? Večina ljudi se sploh trudi najti mesto na tem planetu, nimajo zgrajene identitete, to se pravi ne vejo, kakšen je njihov namen na planetu Zemlja, ampak iščejo ta namen čez mnoge lekcije v življenju. Nekateri ljudje niti niso prišli do razmišljanja o tem, da bi razmišljali o drugih ljudeh, ampak razmišljajo o sebi, zato je tukaj ljudi na tem planetu naprimer egoističnih. Naprimer tudi ena izmed glavnih lekcij planeta je uničevanje narave. A veš, mi živimo na planetu v naravi, ki nam daje pogoje za življenje, ki nam daje obilje, ki nam daje hrano, kisik, varnost, orodja, s katerimi lahko gradimo svoje življenje, ampak človek jo uničuje. To se pravi, to napredna civilizacija ne počne. Napredna civilizacija ne uničujejo narave, v kateri živijo, oziroma planeta, ki jim daje vse, kar rabijo. Napredni ljudje ne uničujejo drugega, napredni ljudje niti ne uničujejo sebe. Tako da ja, planet Zemlja je še dokaj mlada družba, oziroma človeštvo na planetu Zemlja je mlada družba in rabimo veliko novih znanj. Jaz si želim, da je ta planet svetloben, da je ta planet lep. In ja, tudi velik del svojega življenja posvečam temu, da učim ljudi, kako iti v življenju naprej, a veš, da res ne rabi človek izkusiti res vsake negativne stvari na planetu Zemlja, ampak da se lahko ene stvari naučimo in gremo pač hitreje naprej, Da lahko živimo svet ljubezni, svet svetlobe, oziroma nekaj, kar bi poeti rekli zlata doba. Ampak zdaj, kaj je tisto, kar je potrebno za next level, za to zlato dobo na Zemlji? Nova znanja. Človek na planetu Zemlja potrebuje nova znanja. Ne ta osnovna znanja, ki jih vidimo po celem planetu, cel kup in katera v resnici nič ne pomagajo ljudem. Naprimer, veliko ljudi se cele dneve ukvarja z nekimi informacijami, ki v resnici dobene neke konkretne, pozitivne ali pa kakršnekoli spremembe ne delajo v njihovem življenju. Večina ljudi tudi razmišlja informacije, kot tudi če jih ne bi razmišljali, pa bi bilo njihove življenje enako. To se pravi, znanja, ki jih mi rabimo na planetu Zemlja, mora biti next level znanja, mora biti znanja, ki so napredna, mora biti znanja, ki spreminjajo človeka ne samo površinsko, ampak v koru, v globini njegove podzavesti, celo na nivoju njegovega DNK-ja. To mi rabimo na planetu Zemlja, če želimo iti na naslednji nivo oziroma v nekaj, kar imenujejo ljudje zlata doba. In naprimer, ena taka stvar, ki jo moramo ljudje razumeti, je, da v tem procesu nismo sami. Ker kaj obstaja? Obstaja ena kozmična struktura, ki nam pri tem intenzivno pomaga in imenuje se Akaška knjižnica. Akaška knjižnica je zelo ogromna kozmična knjižnica, v kateri so vsi zapisi vsega, kar se je zgodilo kjerkoli, kadarkoli v vesolju. V Akaški knjižnici so vsi zapisi manifestacije, zapisi izumov, ki so bili že izumljeni na planetu Zemlja in kateri še bodo izumljeni na planetu Zemlja. Vse razvojne stopnje ljudi, ne samo zemeljskih ljudi, ampak Atlantisa, Siriusa, Plejad, Avalona, vseh teh naprednih civilizacij, vse to je zapisano v Akaši. In kaj je največja skrivnost človeštva? Oziroma ena izmed največjih skrivnosti človeštva, da lahko človek v inkarnaciji dostopa do teh informacij. In to je ena stvar, za katero jaz res globoko
verjamem in vem, da je človek, če želi življenje naprej, rabi narediti. Človek rabi vir do naprednih informacij. Zaradi tega, ker mi ne moramo spremeniti življenja z informacijami, ki jih imamo. Človek lahko spremeni svoje življenje samo z informacijami, ki še bodo prišle. Zaradi tega, ker informacije, ki jih imamo, nam ustvarjajo to, kar živimo zdaj. Če želimo živeti drugačno zgodbo, bolj napredno življenje, rabimo kaj? Je bolj napredne informacije. In to nam lahko zagotovi Akaša. In Akaša, naprimer, ena taka stvar, ki je glede Akaše zelo zanimiva, je, da se v njej nahaja tvoj dušni zapis. Kaj pa je zdaj tvoj dušni zapis? Oziroma tudi moj dušni zapis se nahaja in mimogrede dušni zapis vseh 8 milijard ljudi na tem planetu. Kaj je zdaj tvoj dušni zapis? Tvoj dušni zapis je tvoja dušna koda, ki določa, kakšna bo tvoja osebna karma, kakšen bo tvoj level manifestacije, in kaj ti v resnici lahko dosežeš in kaj najverjetneje boš dosegla na tem planetu, glede na okolje, v katerem živiš. To se pravi, predstavljaj si dušni zapis kot neke lastnosti tebe, kdo si ti kot manifestator, kdo si ti kot zaščitnik, kakšna je tvoja regeneracija, kakšen je tvoj level uspešnosti v tem, kar počneš. Vse to je nekako ukodirano v tvoj dušni zapis. Tvoj dušni zapis je sestavljen iz energije tvojega višjega jaza in iz inkarnacijske energije, to se pravi iz energije tvojega človeškega jaza, to se pravi tvojega zemeljskega jaza. In vse to ustvarja tvoj dušni zapis. Ampak ta dušni zapis je sestavljen iz tisočih in tisočih faktorjev, ki 24/7 vplivajo na njega. To se pravi, če hočeš ti res razumeti, kakšna je tvoja moč kot človek v inkarnaciji, ugotoviti, kako boš uresničila svoj namen na najvišjem nivoju, potem rabiš ugotoviti, kakšen je tvoj dušni zapis. To je ena taka zanimiva stvar. In to je tisto, kar naprimer jaz učim na akaškem terapevtu. Akaški terapeut je izjemno napreden tečaj za ustvarjanje duhovnih avatarjev na planetu Zemlja in začne ga 1. aprila. In ena izmed ključnih stvari, ki jih učim ljudi brati na tem tečaju, je, kakšen je njihov dušni zapis, zato da ljudje sploh razumejo, kdo so. Ne na nivoju imena in priimka, ne na nivoju osebnosti in karakterja, ampak na nivoju DNK-ja, dušnega DNK-ja, na nivoju energije, to se pravi na tistem oddaljenem nivoju, katerega se pa žal večina ljudi na planetu Zemlja še ne zaveda, zaradi tega, ker je ta nivo razumevanja človeka absolutno napreden. In to je ena taka stvar, rabiš razumeti svoj dušni zapis. Tvoj dušni zapis določa, kakšen bo tvoj zakon. Tvoj dušni zapis določa, kakšno količino denarja boš zaslužil v življenju. Tvoj dušni zapis določa, kakšna bo tvoja stopnja vitalnosti. Tvoj dušni zapis celo določa, kdaj se bo zaključila tvoja inkarnacija na Zemlji. Tvoj dušni zapis določa vse. Nauči se brati svoj dušni zapis in lahko iz svojega življenja narediš karkoli želiš. To je prva stvar, kar sem ti hotel danes povedati. Dušni zapis, ključna besedna zveza, ki jo rabiš dati v svoje možgane. Ena izmed najpomembnejših besednih zvez za to inkarnacijo zate. Druga stvar pa je, da ti dam zdaj primer dušnega zapisa. Glej, kaj je stvar. Tvoj dušni zapis je sestavljen iz mnogih informacij. Od tega, kdo te je rodil, kdaj si se rodila, od tega, kakšna je bila poravnava planetov takrat, ko si se rodila, od tega, kakšen je tvoj DNK tvojih prednikov, od tega, kakšno je poslanstvo tvoje duše, od tega, z katere civilizacije prihajaš. Vse to in še več ustvarja tvoj dušni zapis. Ampak vsaka stvar, ki se spremeni na Zemlji kot tvoji življenjski inkarnacijski platformi, na kateri ti skušaš svoje poslanstvo, posledično spremeni tvoj dušni zapis. In se ti spremeni vse v življenju za tvojo prihodnost. To se pravi, da akaški terapeuti, to so terapeuti, ki jih jaz treniram na tečaju akaškega terapeuta, v bistvu se učijo brati svoje dušne zapise. In ne samo svoje, tudi dušne zapise ljudi, s katerimi bodo delali v prihodnosti. Zdaj pa gledaj naprej. Primer dušnega zapisa je rojstna travma. To je en dušni zapis. Rojstna travma. Da ti dam zdaj primer, kaj je rojstna travma. Predstavljaj si, imaš neko dušo in ta duša se odloči, da se bo inkarnirala v Ukrajino. To je neka light working duša in reče, jaz se bom pa inkarnirala v Ukrajino na planet Zemlja. In moje življenjsko poslanstvo je, da imam svojo baletno šolo. Ja, to je moje poslanstvo in potem se ta duša inkarnira v Ukrajino, ima želje, cel plan ima narejen. Ta dva bo ta moja starša, jaz bom imela baletno šolo in evo, to gremo izkušati na Zemljo. Potem se pa en mesec pred rojstvom te duše
zgodi vojna v Ukrajini. In kar naenkrat Ukrajina ni več primarno prava država za življenjsko poslanstvo te duše, Ukrajina kar naenkrat ni več primerna država za baletno šolo. In se zgodi rojstna travma. To bitje, ta duša se rodi se v državi, v kateri ni več miru, ampak je vojna. In se celotno njeno poslanstvo zamenja čez noč. In se zgodi rojstna travma. In cela inkarnacija take duše se zaradi enega dogodka spremeni. To je neka taka stvar, naprimer, ki spremeni celoten dušni zapis te duše. Ali pa primer, da dam še en primer rojstne travme. Duša je imela točno določen datum rojstva. Duša je rekla, jaz se želim roditi 1. avgusta 1985. To mimo grede moj rojstni dan, zato ti ga zdaj povem, da mi lahko čestitaš, ko ga bom imel. Skratka, 1. avgusta se bom jaz zdaj rodila. Zakaj? Zaradi tega, ker so takrat zvezda poravnane, takrat je numerološka koda prava, takrat je postavitev planetov prava, takrat je elektromagnetno polje Zemlje primerno zame, takrat so zvezde poravnane. Potem si pa predstavljaj, da se mamica, ki nosi tega otroka, po nesreči spotakne 2 meseca pred pričakovanim rojstnim dnem. Pride na urgenco in zdravniki reče, gospa, imate težke poškodbe, mi moramo predčasno sprožiti porod, zaradi tega, ker obstaja možnost, da gre z vašim dojenčkom nekaj narobe. In kar naenkrat, ko se ta otrok 2 meseca prej rodi, ni več rojen 1. avgusta, ampak je rojen zdaj 1. junija. To ni njegov primarni datum rojstva, to ni njegova primarna energija. Prišel na planet pod drugimi pogoji, pod katerimi se je želel. Evo, bam, rojstna travma. Zgodila se je rojstna travma, ki je spremenila dušni zapis. In znova, samo ta sprememba, ta 2-mesečna sprememba v datumu rojstva bo spremenila celotno poslanstvo te duše, bo spremenila možnosti te duše, bo spremenila podzavesti duše, lekcije, karma, vse se bo spremenilo za to dušo. To je primer rojstne travme. Zdaj sem ti hotel dati en primer, kaj je nivo znanja, ki ga človek v inkarnaciji na planetu Zemlja, kolikor želi v to zlato dobo, rabi. Ja, mi se ne rabimo tukaj učiti na Zemlji, koliko je 5x5, in mi se ne rabimo naučiti, kakšen je recept za jagodno torto. Te informacije nas ne bojo pripeljale na next level, na naslednji nivo. Informacije, kot so razumevanje dušne strukture, informacije, kot so razumevanje, kaj so živali v resnici, kaj je Lady Gaia, kakšno je sodelovanje planetov med seboj, kakšna je dušna koda vsakega človeka na tem nivoju in kakšno odgovornost ima do nje. To je tisto, kar nam daje možnost, da gremo mi kot civilizacija na naslednji nivo. In to je tisto, kar učim na akaškem terapevtu. Akaški terapeut je tečaj, ki se začne izjemoma zdaj 1. aprila. Ne, ni šala, dejansko se začne 1. aprila. Prosili ste me, če ga lahko naredim. Vse skupine, ki so do sedaj bile na tem tečaju, so navdušene. Nikoli za noben tečaj nisem dobil toliko navdušenih feedbackov, odzivov, pohval, prošen, da ga naj podaljšam. Tudi v osnovi akaški terapeut traja 4 mesece, danes traja 8 mesecev, zaradi tega, ker so me skupine prosile, če lahko podaljšamo tečaj. Tako da ta tečaj je izjemen. Naučim te brati na tem tečaju dušno kodo, naučim te potovati po vesolju z mednarodnim potnim listom, če lahko tako rečem. Naučim te razumevati energije, katerih zelo malo ljudi na planetu Zemlja razume. Naučim te znanj, ki jih ni na planetu Zemlja. In boš ti ena izmed prvih nosilcev znanj o Akaši in o civilizacijah, naprednih civilizacijah in o človeku na planetu Zemlja. To je tečaj, za katerega dolg časa nisem vedel, a ga naj učim ali ne. Zaradi tega, ker nekako nisem vedel, ali je Zemlja pripravljena na ta naslednji nivo. So rekli vodniki, je. Niso vsi, ampak nekateri so in to bodo ključni nosilci zavesti v prihodnosti. Tako da, če si do te točke gledala ta video, potem verjamem, da si ti akaški terapeut. 1. aprila se začne ta tečaj, zagotovi si svoje mesto na njem, to je izjemen tečaj, ki traja 8 mesecev, dobiš certifikat, da lahko delaš akaške terapije naprej, dobiš skripto, dobiš studijsko posnete vodene meditacije, dobiš dostop do posnetkov tečaja zavedno. Zagotovi si svoje mesto zaradi tega, ker ta tečaj je izjemen tečaj v premiku zavesti in ti si ključen akter v tem procesu. Se te veselim, imej se lepo.